Hej, Dan, kaj pa ti delaš? Nič. A noš ti kao slišal? Ja. A nisi zanjič meni ene nasvete dajo, kaj ne delam, namesto da jem. Zdaj pa cukor. Pozdrav, danes z vami. Evo, smo že v 3. tednu mojega hujšanja in počasi se nekaj dogaja. Zdaj navagamo še malo kasneje, preden pa začnemo kuhati, bom jaz povedal par fit, kako se je zamotil, kako postanem lačen. Zdaj, vsekakor pa temu minusu kalorij se nam zgodi, kdaj da trebuško malo zakruli, a ne? Kaj takrat narediti? Kaj sem jaz takrat naredil? Imam se ne par metod, ki mi je to vse skupaj olajšal. Naprimer, zjutraj takoj, ko se zbudim, spijem en kozarc slane vode. Zakaj? Zato, ker včasih nam možgani pošiljajo signale, da so lačni, čeprav v bistvu imajo še dosti hrane v sebi, v bistvu nam pa primanjkuje elektrolitov in nevroni ne delajo najbolj. In s tem, ko zjutraj popijem kozarc slane vode, zalaufam ta nevronski sistem in dejansko mi pomaga, da nisem več lačen. In zdaj druga stvar, ki zelo pomaga pri kontroliranju apetita, je kava. Kava je naš zelo dober prijatelj med tem, ko hujšamo. Vedno moramo paziti, da ne spijemo ful preveč. Jaz jo pijem ponovadi tam eno kavico do 2 na dan, najkasneje do 1 popoldne, da gremo lahko po noč lepo spat, ker spanec je zelo pomemben in za hujšanje in za naše zdravje. Mi pa vsekakor zelo pomaga pri znižanju apetita. Zdaj, če ste to klašni, da ko vidite veverca v gozdu, pomislite na hrano, pa se malo preveč stradate. Se pravi, da ne delamo takih neumnosti, kolikor sem jo prej jaz naredil, se je fajn včasih malo zamotiti. Ponavadi najbolj lačen takrat ratam, ko sem kje doma na kavču, nimam kaj za početi. Zato takrat najboljš, kar lahko naredim, je, naprimer, grem na en sprehod. Ali pa, recimo, fajn je tudi zadeva kot, naprimer, štrikanje. Ena od stvari, med katero jaz tudi ne mislim na hrano, je gledanje sosede čez okno, kako izvaja jogo. Pa seveda, da se ne stradamo preveč, ker s takim tempom nam sigurno ne bo ratalo. Ena stvar je tudi, da se izogibamo enostavnim sladkorjem. Te nam zelo hitro dvignejo inzulin in tudi hitro tele sladkorje spucajo ven iz krvi, kar pomeni, da bo zelo hitro našim možgančkom poslala informacijo, da smo spet lačni. Zato rajši kakšen polnozrnat riž, polnozrnat kruh, pa seveda bolj kompleksne sladkorje. Seveda pa ne morete skozi brez unih svojih najljubših stvari. Tako da včasih dejte si prvošati kaj, kar imate res radi. Ko smo pa vse to naredili, poznamo pa tudi hrano, ki nam zmanjšuje apetit. Ena smo že rekli, da je kava, druga pa povedal po kosilu. Evo, ura je 2, za mano sta 2 kavice, ene 8000 korakov, približno 3 litre vode, ena posteljna dogordiščina in jaz mislim, da je čas za malco. Ker mislim, da je pomembno, da obroki, poleg tega, da so okusni, nasitni, zdravi, tudi enostavni za pripraviti, sem se odločil za eno simpel jajčevo omleto. Šparglji že počasi pikajo iz zemlje in glede na to, da so polni vitaminov, mineralov, vlaknin in valjda teh razstrupljevalnih učinkov, ki jih spomladi res nujno potrebujemo, je prav, da tele faluse vkomponiramo v naš krožnik. Zdaj, prva stvar, ki bomo za tole jed naredili, je popekel šparglje. Vsi že vemo, da jih je treba odlomiti tam, ko oni sami počijo. Se pravi, to je to. Vržemo stran, ostalo je za uporabiti. Jaz si bom tukaj narezal lepo 3 cm debele kose in vse skupaj popekel na res čist malenkost olja. Zdaj, prejšnji sem jaz uporabil sprej. Če spreja nimate, lahko naredite drugačno finto. Pokapate malenkost olja in vse skupaj pobrišete z robčkom. Tako da res ostane samo tisto olje, kakor se ga rad. Zdaj, ko se polno segreje, bom jaz samo na hitro popekel tele špargelčke. 3 minute kasneje so špargelj lepo popečeni. Jaz si bom lepo dodal zdaj. In zdaj naslednja stvar bom naredil omleto. Zdaj, da bo vse skupaj ful nizko kalorično, bom naredil en hack. In sicer omleto bom naredil samo iz beljakov. Zakaj? Imajo samo 44 kalorij. Zdaj, kolikor nam ime že pove, beljaki so narejeni iz beljakovin, kar pomeni, da bojo nahranili naše mišice, ki so ful pomembne, zato ker one nam res pomaga kuriti maščobo. Več, ko jih imamo, več bomo pokurili čez dan. Tudi če sam ležimo. Tako da za ta recept bom jaz vzel 200 ml beljakov. Približno takole. Od spodaj naredi tisto zapečeno plast, bom jaz noter zmetal te špargelčke. Vse skupaj bom posolil in čez bom vrgel 30 gramov parmezana.
Ko bo to v bistvu dobro. Zdaj, da se bo sirček lepo zapekel, pa vse skupaj zraven spekel, bom jaz tole vrgel za 10 minut v pečico. 200 stopinj. Evo, slabih 10 minut je min in že diši po celem stanovanju po tem sirčku, da vidimo, kaj je ratar. Poglejte tole, lepo zapečen sirček. Jaz bom čez dal še malo drobnjaka, ker je glih pokukal na vrtu. Zdaj za tiste malo maščobe, pa valjda ful enega okusa bomo dali gor pršutek. To je res dobra zadeva, spet polna beljakovin, nima toliko kalorij v bistvu na 100 gramov. In če ga damo 30 gramov gor, bo res dvignil cel okus, kar strinjam se mi tudi. Čez vse skupaj gre gor valjda še malo popra. Začimbe so res naš prijatelj, kar se tiče hujšanja. Ker naredijo okuse ful bolj močne in tako smo ful bolj jedli in smo ful bolj siti. Zato bom dal gor še malenkost origana in pa valjda malo čili omakce. Ta ni preveč močna, no saj upam, da nam spet takole jogo ponej. To je to. Celo ponuk samo zame. In koliko ima to kalorij? Manj kot 300. Kar pomeni, da je en oreh decko, kar sem jaz tako 10 takih porcij na dan poje, pa se ne bo zredil. Zdaj pa vi, če en obrok zamenjate za nekaj letazga, se bo čez nekaj časa sigurno poznalo. Čist vse samo zame. Pršutek se je glih lepo segrel, pa da probamo. Da nam prevroče tokrat. Rumenjaka sploh ne pogrešaš, ker je toliko enih drugih okusov. Od pršuta, drobnjaka, šparglje res naredijo svoje, pa tale čili omakca, še malo začini vse skupaj. Ne še mene in šparglje, prosim. Na, izvoli. In samo 300 kalorij, vse tole skupaj. Noro. Dobar, ne? Ja. Ti tole lahko jedo, ne? No, vidiš, da best. Še otroci imajo radi. Res dobro je. Z veseljem bom počakal do večerje, ter čas pa lahko skočim na vago, da vidimo, kaj se dejansko dogaja. Da vidimo, kaj se je zgodilo po 3 tednih. A je tale moja dieta učinkovita. Jaz sem pojedel dobrih 1500 kalorij na dan, naredil unih 10.000 korakov, res pa je, čez vikend, vsak vikend, sobota ali pa nedeljo, sem vsaj en obrok si res privoščil. Ali bila to pica, ali bil to pohan piščanc, nekaj, kar imam res rad. Zato, ker sem bil priden. Zdaj pa da vidimo, kaj prav vaga. Loši. 5,5 kg. To je skoraj malo preveč za 3 tedne, ampak sigurno je to nekaj vode pa tega. Je the best, jaz sem prav zadovoljen. Če bo še tako naprej, jaz mislim, da sem na pravi poti. Tudi zmeril sem se okoli pasu in dejansko minus 5 cm. Se pravi, nisem okila, ampak je šlo tudi malo iz trebuščka ven. Zakon, bravo dan! Ja, po takole uspešnem vaganju pa človek dobi kar malo motivacije, da naredi še en džir, a ne? Se še kar tele naše bližnje gozdove, a ni lepo tlele. Prav fajn, sproščujoče, še malo se prešvicam, zakon. Prej smo govorili, kaj moramo narediti takrat, ko smo lačni, kako se zamotimo na razne načine. Zdaj obstaja pa tudi živila, ki nam dejansko pomagajo zavirati apetit. Ena od teh, ki ga vsi poznamo, ga bomo ponovili doma tudi, je jabolko. Zdaj jabolko, če boste domov prišli vsi lačni, ste stradani, pojedali jabolko 2 variante, sigurno ne bo nič pomagal. Med hranjenjem, se pravi med malcami, kakorkoli, vmes jaz če pojem en jabolk ali pa 2, dejansko lažje počakam do naslednjega obroka. Zelo zanimiva zadeva je ingver. Ta prelisič hormon leptin, ki pa sporoča možganom, da imamo pomanjkanje energije, se pravi, da primanjkuje hrane. In takrat smo mi seveda bolj lačni zaradi tega. On pa ta hormon blokira in ga malo zavira, zato dalj časa lahko zdržimo brez kakšne hrane. Plus tega zraven še pospešuje kurjenje maščobe. Cimer pa pomaga pri nihanju krvnega sladkorja. Se pravi, ko nekaj pojemo, ne bo toliko butan inzulin gor, kar pomeni, da se bo sladkor sproščal počasnejš in ne bomo spet imeli toliko hitro tistega občutka lakote. The best. Pa še ena stvar, ki jo redno prakticiram, to je zeleni čaj. Na dan ga komu spijete lahko pol litra, liter, se pravi, se ne 2 vrečki na dan, zmešamo malo več vode in ga lepo odsukam cel dan. Zeleni čaj ima podoben učinek kot cimet, se pravi, uravnava krvni sladkor, ima pa še eno finto, da dvigne nek hormon, ki sporoča možganom, da imamo črevesje polno. Se pravi, spet možgan malo prelisič, da misli, da smo mi polni. In s tem možgani se ne matrajo toliko nam sporočati, da smo lačni.
Seveda nobena od teh sestavin ne bo zdaj delala čudeže, ne? Nam pa sigurno mic pa pomic pomaga pri vseh teh majhnih korakih, ki jih delamo vsak dan, pa malo manj kalorij, pa malo manj cukra, pa malo več hoje. To se vse lepo skupaj sešteva in na koncu dobivamo neke fine rezultate. The best. V naslednjem videu pa povem kaj več o hrani, ki nam pa dejansko pomaga kuriti maščobe. Tako da stay tuned, pa back to the kitchen. Po uspešnem vaganju in še nekaj korakov sem jaz zdaj že pri večerji. Danes imamo spet eno zadevo, ki ni vsak dan na našem jedilniku, pa bi mogla biti ful večkrat. In to je sipa. Jaz sem jo dobil po 10 € kilo, zmrznjeno, že očiščeno, takole majhne se dobi in sem jo samo narezal, zelo dobro posušil in zdaj na sobni temperaturi. Zakaj sipa? Sipa je res ena stvar, ki ima ogromno enih vitaminov. A, D, E, C, G, ni da ni. Skoraj vse aminokisline, se pravi za športnike, res ful dobra zadeva. Odlične so za normalizacijo presnove v človeškem telesu in še ena stvar. Edinstvena zadeva, ki vsebuje antibiotike. Dejansko je antibiotična. Ena redkih zadev, ki ima to moč. Deluje pa še protivnetno, znižuje holesterol, znižuje pritisk, ni da ni, svašta. In jaz bom naredil iz tega eno tako rižotko. Črno rižotko, če smo že pri temu. Seveda tu ne bo ona čista prava italijanska rižota, ker tudi riž ni ta prav. Riž sem vzel polno zrnat, zelo tak temen riž pride. Zakaj? Ker ima dosti nižji glikemični indeks kakor bel riž, kar pomeni, da bo manj dvignil inzulin, kar spet pomeni, da bomo dalj časa siti. In to hočemo, a ni tako? Evo, tokrat bom prvič uporabil olje, ker maščobe tudi sen ful rabo in ta recept je toliko nizkokaloričen spet, da si ga komod prvošem. Sipa ima na 100 gramov samo 77 kalorij. Kaj pa to? Takole, na dobro segreto posodo, ne preveč, da nam ne zažge olja, bom dal noter slabe pol šilca olja in lepo popekel tole sipico. Mora lepo zacvrčati. Takole, ki je sipica malenkost popečena, dam noter tole čebulj. Zelo nadrobno nasekljano, 50 gramov je, tudi tale šteje par kalorij seveda. Po 3 minutah damo noter še 3 stroke česna, ki ga spet toliko malo popražimo, da lepo zadiši. Pazimo, da ne preveč, to se zmer ponavljam, ampak česen, ki se zažge, ni najboljša okusa. Česna je kar velik, vse je morska zadeva, pa paše noter. Še ta zadnja stvar, 160 gramov riža. Zdaj vse skupaj tole je za 2 porcije, se pravi za 2 osebi ali pa za 2krat. Jaz si bom dal tole zmrzovalnik, da bom imel naslednji že pripravljen in mi enkrat ni treba skrbeti, kaj bom jedel. Nekaj dobrega, zelo zdravega, pa nizkokaloričnega. The best. Zalil bom vse skupaj z ene 3-krat toliko vode, kot je bilo riža. Ne smem pozabiti še na sol. In zdaj tole naj pokrito počasi vre 40 minut. Ja, tale riž se ful del časa kuha, kakor navada riž, ampak je vredno. Rižek je že kuhan, zdaj pa še pika na i pri tejle rižotki. Sipino črnilo, da še malo dvigne ves tale okus, pa še uno hudo barvo dobimo. Njami. Evo, risotto! Prav ko mi čakam, da tole dvignem položim. Kakor sem rekel prej, tole je nekje za 2 porciji. In da vse skupaj še malo popestrimo, malenkost rožmarina. Ne preveč, da ne povozi vsega skupaj. Ker je tak čas, da nam narava daje super dobrote in se bomo lahko spet razstrupljali, sem jaz nabral malo svežega čemaža, ki ga bom tudi dal malo čez rižotko. Tole je tudi bomba zdravja. Če vas zanima, kako sem naredil pesto, si poglejte v že narejenem videu. Pa valjda se bomo malo pregrešili, pa malo parmezančka čez. To pa ne sme manjkati. To je tako dobro. Sipa se je lepo zmehčala. Tole vse skupaj ima nekih 540 kalorij. Se pravi, skoraj vse hidrate bom dobil za danes noter. Zraven si komod prvošmo še eno bogato, rečemo kakšno grško solato. Zato kar ne moram nehati jaz. Nič, se vidimo v naslednjem videu. Če vas pa firbec madre, kaj se bo naprej dogajalo, pa kaj bom vse še pojedel, en subscribe, pa like, če vam je bilo všeč. Ajde, čau!